Lepo pozdravljeni v Slovenj Gradcu in v Mislinjski dolini, kjer kandidiram na kandidatni listi Gibanja Svoboda. Me večina občank in občanov pravzaprav že pozna. In čeprav me doslej niste posebej povezovali s kakšno od političnih opcij, sem se v lokalno politiko močno vpel že pred 25 leti, odkar sem zaposlen na mestni občini Slovenj Gradec kot praktik komuniciranja, odnosov z javnostmi in mediji, kot strokovni sodelavec za mednarodno sodelovanje in javno diplomacijo. Veliko dela, veliko zadolžitev, mnogi pa me morda bolj poznate tudi po glasu, že preko 30 let sem namreč sodelavec regionalne in osrednje radijske postaje našega koroškega radija. Moja službena pot je tesno prepletena tudi z dejavnostmi Slovenj Gradca na področju miru v okviru mednarodne organizacije Mest glasnikov miru, zaradi česar si želim, da bi z mojo izvolitvijo bil poziv k miroljubnosti, mednarodnemu sožitju, spoštovanju temeljnih človekovih pravic in predvsem spodbujanju vseh vrst dialoga, od mednarodnega, mednacionalnega pa vse do medgeneracijskega in strpnega, konstruktivnega ter razvojno in neideološko usmerjenega dialoga slišan iz Slovenj Gradca, mesta glasnika miru, tudi na nacionalni ravni. Odločitev za kandidaturo je zorela že nekaj let, dozorela pa v zadnjih 2 letih, v katerih smo bili izpostavljeni pravzaprav največjim družbenim spremembam v zgodovini samostojne Slovenije. Poleg epidemije, ki je korenito spremenila našo družbo, ki v ljudeh pravzaprav sprožila nek nov, doslej neznan strah, tesnobo, dejansko boj za preživetje, se nam je pred 2 letoma zgodila še popolna sprememba nacionalne politike. Slovenija je bila 28 let vzorna, zaželena, prijazna, empatična država do vseh, ki so v njej ustvarjali in živeli, država prijaznih, dobrih, delovnih, srčnih in tudi srečnih ljudi. 24. aprila imamo vse možnosti, da ji ta ugled povrnemo. Ker si zaslužimo strpno, spoštljivo, vključevalno in povezovalno ter predvsem miroljubno Slovenijo. Zaslužimo si enakost za vse in enakopravnost vseh. Zaslužimo si državo, ki bo vzgled slehernemu izmed nas, njenih državljank in državljanov in vzgled vsemu svetu. Z Gibanjem Svoboda, na katerega listi kandidiram, se lahko poistovetim v ključnih programskih točkah: sanacija javnega zdravstva in omogočanje državljanom Slovenije, da prav vsi pridobijo osebnega zdravnika, ter da so zdravstvene obravnave deležni v največ 48 urah. Sanacija čakalnih vrst ter dostopnost vseh vrst operacij v čim krajšem času, na ta način bo veliko staršev dočakalo dostojno starost. In pri tem imam sam zelo oseben in zelo žalosten motiv za kandidaturo. Veseli me trajnostna in zelena naravnanost programa Gibanja Svoboda, energetska in prehranska, torej kmetijska samozadostnost, zeleni preboj, moderna socialna država z vzdržnim pokojninskim sistemom, še posebej z velikim poudarkom na medgeneracijskem dialogu in aktiviranju državljanov vseh starostnih obdobij. Predvsem pa se bom zavzemal za družbo enakopravnosti, sodelovanja, za svobodno družbo, v kateri nikogar ne bo treba biti strah, če bo kdaj izrazil svoje nestrinjanje s katerimkoli področjem družbenega življenja. Na volitve se podajam sam, odločitev za to je izključno moja, pri tem za seboj nimam nobenih botrov, interesnih skupin, donatorjev in sponzorjev, vse kandidiram za vse nas. Za Slovenj Gradec, za Mislinjsko dolino in za Koroško. Zato vas vabim, da 24. aprila odidete na volišča vsi, še posebej mladi, ki morda v dosedanjem seznamu političnih strank niste našli smisla za državljansko aktiviranje. Včasih je bil frajer tisti, ki na volitve ni šel. In je tako žal aktivirana manjšina odločala o prihodnosti pasivne večine. Letos je frajer tisti, ki gre na volitve in pokaže svojo odločenost, je za sooblikovanje svetlejše in bolj povezovalne in vključevalne prihodnosti namesto plesnivega in zatohlega političnega pogrevanja preteklosti. Prav mladi boste odločali o izidu letošnjih volitev, zato je nujno, da se jih udeležite. Moja kampanja in moj volilni štab boste prav vse moje spoštovane soobčanke in spoštovani soobčani. Najdete me na Facebooku pod dusan.sg.svoboda in kmalu tudi na spletu preko www.dusanstojanovic.net. Če vsak od tisočih, ki me poznate vsa ta leta, prepriča še 5 somišljenikov, bo moja izvolitev, za katero bom zaradi volilne matematike res potreboval zelo veliko glasov, tudi vaša zmaga. Vesel in hvaležen bom, če boste svoj glas 24. aprila na voliščih lahko tudi po pošti ali na predčasnem glasovanju namenili Svobodi.
Hvala lepa za zaupanje in pozornost.